Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni vsi danes v prenovljeni Prešernovi hiši. France Prešeren zavzema posebno mesto v naši slovenski zgodovini, državnosti in slovenskem imaginariju. Slovenija je edina država na svetu, ki ima tovrstno počastitev kulture. Ima državni praznik, ki je dela prost dan. Obeležujemo ga z državno proslavo vsako leto na najvišjem nivoju. To pomeni, da smo se enkrat v zgodovini vzpostavili družbeni konsens, da sta kultura in umetnost za nas pomembna. Da sta pomembna za vzpostavitev naše države, ki jo je vodil tudi emancipatorni kulturni boj, da sta pomembna za razvoj naše skupnosti in za naše vsakdanje življenje. In ponosna sem in verjamem, da smo ponosni vsi, da v taki državi živimo in da imamo možnost kulturo sooblikovati, ustvarjati in se kulturnih dogodkov tudi udeleževati. France Prešeren pa je tisti, ki je tudi vzpostavil ene izmed teh temeljev. Predstavlja simbolno točko. Po njem so poimenovani številni trgi, ulice, šole, konec koncev tudi priznanje in nagrade, občinske in tudi univerzitetne. Jutri bo državna proslava s podelitvijo najvišjih nagrad na področju kulture, Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada. A to se ni začelo včeraj. Prešeren je z nami že bil v vseh teh časih prej. Tudi prav tukaj na Gorenjskem je bila ustanovljena ena najpomembnejših brigad narodno-osvobodilnega boja, ki je nosila ime po Francetu Prešernu. In zaradi tega predstavlja to simbolno točko in prav tisto simbolno točko, ki jo pa razumemo kot rojstvo slovenske identitete in kulture, pa je prav tukaj, na vrbi, v Prešernovi hiši. In veseli me, da danes je tukaj med nami tudi številni tisti, ki so ustvarjate spomin na njegovo dediščino, tako jezikovno, kulturno, pesniško, pa tudi z njim povezane nagrade iz cele Slovenije. France Prešeren je v svojem času bil močan boj. Bil je predstavnik internacionalizma, svojo poetično, svojo kulturo in pa pesništvo je utemeljil tudi na simbolih francoske revolucije, na bratstvu, na enotnosti. Zaradi tega je takrat tudi si prizadeval, da je slovenščina enakovreden jezik ostalim. In njegove pesmi in pesniške stvaritve in tudi način, na kakršnega pisal, je predstavljal točno to. Želel je pokazati, da slovenščina ni le jezik nekega nizkega ustvarjanja, ampak tudi jezik, ki lahko nosi v sebi zgodovinske epe, sonete, tudi hudomušna sporočila. Zato je se seveda predstavljal tudi s svojimi idejami kot nasprotnik dvojne morale in tistim, ki so želeli slovenščino postaviti na rob ustvarjanja, ne v njegovo središče. Konec koncev smo si prav zaradi teh nazorov in prav zaradi teh njegovih pomembnih besed in sporočil izbrali prav Zdravljico za svojo himno. Verjel je v to, da lahko narodi živimo drug ob drugem, sobivamo brez vojn in v sodelovanju. In Zdravljica danes nosi prav to pomembno sporočilo. Prav tisto, kar je želel povedati France Prešeren pred več kot 150 leti, ko pa je žal ustvarjal v času močne cenzure in njegovo pero ni bilo možno ga tudi brati brez tega. In zato danes vidimo tisti slavni dokument Zdravljice prečrtan. Kajti prečrtal ga je sam. Vedel je, kaj bodo naredili cenzori. Išla je nekaj let potem pa je zavzela glavno simbolno mesto tudi
v razumevanju in v narativu našega naroda in razvoja kulture. In to je to, kar smo želeli povedati s prenovo tukaj, kar so želeli povedati tudi avtorji razstave in res sem močno ponosna, da nam je v dobrih dveh letih, ko se je to prenavljalo, uspelo vzpostaviti ne samo prenovljeno hišo Vrbe, ki je resnično potrebovala eno prenovo, ampak predvsem sodoben interpretacijski kulturni center, muzej, ki govori tako o Prešernu, njegovi poeziji, njegovem življenju in njegovem času. Zato naj se zahvalim vsem, ki ste sodelovali pri tej prenovi. Zahvalila bi se seveda na začetku avtorjem razstave in Gorenjskemu muzeju Gašperju Petermelu za tako izvrstno interpretacijo časa in dela Franceta Prešerna, ki nam odpira nov pogled, zaradi katerega smo sicer mislili, da sploh ni več možen. Hvala tudi Zavodu za varstvo kulturne dediščine, posebej glavni konzervatorji Saši Rošker, ki je s svojim delom skrbela za to, da nobeden izmed delov ni ostal okrnjen ali da se ves čas nosi svoje zgodovinsko sporočilo tudi stavba in spoštuje varovanje kulturne dediščine. Hvala vsem sodelavcem na Ministrstvu za kulturo, Alenki Kušovič kot vodji projekta in tudi vsem ostalim, ki ste skrbeli za ta projekt. Občini Žirovnica, ki je tista, ki upravlja s temi prostori in odpira vrata številnim obiskovalcem, ki hodijo v Prešernovo hišo. Hvala tudi vsem ostalim in seveda financerju, Ministrstvu za finance, Načrtu za okrevanje in odpornost, s katerimi sredstvi smo pomagali obnoviti tudi to pomembno dediščino. Spominske hiše, rojstne hiše, ateljeji umetnikov, umetnic, znanih osebnosti so v Sloveniji med najbolj obiskanimi kulturnimi institucijami. Najbolj obiskane so zato, ker malce drugače predstavijo pogled na kulturo, zgodovino preko ene osebe. In Prešernova hiša je nekam, kamor pride praktično vsak šolajoči se otrok v Sloveniji in številni odrasli tudi v poznejšem času, bodisi z društvi, službo ali z družinami. In zaradi tega je prav, da mu država nudi posebno vlogo. Prav je, da ponudimo sodoben muzej, odprt prostor za diskusije, ki govorijo tako o preteklosti, kot tudi o današnjem času. Pred nami je Prešernov dan, kulturni praznik. In želim si, da bi vsi nosili v sebi prav tisto ključno sporočilo naše himne in pa Prešernove poezije. Da bi živeli skupaj v miru, da bi nas kultura povezovala, ne razločevala, da razumemo kulturo kot temeljni gradnik skupnosti, kot tisto, kar nam je vsem skupno, kar predstavlja tudi temelj naše države in demokracije. Zato živeli vsi narodi, želim vam prelep kulturni praznik in veliko, veliko užitkov ob obiskovanju Prešernove hiše in seveda tudi o prebiranju njegove poezije. Hvala lepa. Nahajamo se v Vrbi, ker bodo danes predali ponovno to poslopje in kanček v mozaiku je prislužil tudi Gorenjski muzej. Kakšna je vsebina te razstave, ki jo imate tukaj? Ta razstava je dejansko popolnoma nova, stalna razstava v Francetu Prešernu, ki prikazuje pesnika skozi njegovo življenje, predvsem pa predstavlja mejnike v njegovi življenjski poti. Pospremljena je z besedili, z premišljenimi, dobro napisanimi, z glasbo
pravzaprav z glasbo, ki še danes se navdihuje po Prešernovi poeziji in njegovem delu. Potem so tukaj tudi umetniške instalacije, video projekcije in animacije. Skratka, na sodoben način interpretirana razstava o Francetu Prešernu, ki govori tako na vsebinski kot tudi na simbolni ravni o pesniku, o poeziji in tako naprej. To razstavo je pripravila avtorska skupina Gorenjskega muzeja, koordinator in tudi soavtor razstave je Gašper Peternelj, ki se je dalj časa ukvarjala s to razstavo in dejansko premislila vse vidike dela našega največjega pesnika. Nahajamo se v tem gospodarskem poslopju, ki bo zdaj služil. Podana mu je tale vsebina te razstave in kdo je pravzaprav upravljalec zdaj te hiše? Ministrstvo za kulturo je ta cel kompleks prenovilo, še prenavlja tudi Vrbo 1 in v upravljanju je do zdaj imela Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, tako bo pogodba še traja vse do konca 2027, potem pa bomo videli če se bomo mi kot Gorenjski muzej želimo sodelovati pri programih in izvajati muzejsko službo, ki nam pravzaprav tudi po zakonu pripada ta dolžnost, da vzdržujemo predmete in tudi nekatere vsebine in programe. Nahajamo se tukaj v rojstni hiši dr. Franceta Prešerna, vi pa ste vodil tudi to avtorsko skupino. Kako je delo potekalo? Ja, delo je potekalo tako, da je bilo na začetku potrebno pripraviti, pregledati, kaj je ob prenovi sploh potrebno narediti, ne? In tukaj je šlo za 2 razstavna prostora. Eden je zajema Prešernovo rojstno hišo. Tukaj smo po smernicah konzervatorskega načrta iz leta 2020 sledili Finžgarjevi prenovi Prešernove rojstne hiše, tako da nov je pravzaprav samo element, ki se nahaja v kašči in gre za mizo, posebno okroglo mizo, posejano z drobtinami Prešernove poezije in z opisno knjigo, ki pove zgodbo o tem, kako je sploh prva opisna knjiga prišla v Prešernovo rojstno hišo in z njo obiskovalci. V gospodarskem poslopju je bilo pa potrebno pripraviti na novo razstavo, kar pomeni, da je bilo treba narediti kreativni scenarij, vzeti idejna izhodišča in ta so pravzaprav Prešernov svet, otroški svet, svet muz, ki je včasih tudi neverbalen, sploh v začetnih letih, ker Prešern je namreč pri 8 letih odšel v Vrbo in se je potem zelo malokrat vračal v svojo rojstno hišo. Zato smo hoteli naslavljati skozi različne spoznavne načine te vsebine, ki določajo ta izjemen in kraten prostor, kjer so kranjske muze navdihnile pesnika, da je to zgodbo potem nesel v poezijo in s sabo po svetu. No in tako da, ko bodo ti obiskovalci obiskovali to, da se bodo lahko predstavljali, kakšno je bilo pravzaprav njegovo življenje nekje od začetka, pa potem, ko je odšel od doma in ko se je včasih vrnil. Ja, tukaj imamo malo izziva zaradi tega, ker pravzaprav Prešernova hiša ni iz njegovih časov, ker je leta 1856 pogorela in je bila potem večkrat prenovljena. Ampak vseeno je ta Finžgarjev pristop, ki se je zelo trudil leta 1939, ko je odprl to hišo kot Prešernovo rojstno hišo muzej, je poskušal zbrati predmete, ki bi govorili o tem, kako je on doživljal to otroštvo, tako da nekako je predstavljen njegov ambient, ne sicer z originalnimi predmeti, od teh je pravzaprav le klop v hiši in pa zibelka, v kateri se je zibal najstarejši Ribčev sin. Tako da to je del, kjer lahko obiskovalci spoznajo ta ambient, v katerem je Prešeren živel. V gospodarskem poslopju pa razstava pravzaprav govori o tem umetniških vzgibih, se pravi v svetu vtisov, skozi katere je on pravzaprav na neki tudi nezavedni ravni zgradil svoj vokabular pesniškega izraza. Je pa sama razstava zastavljena večplastno, od tega, da je lahko doživite povsem klasično
s prebiranjem tekstov do veliko vizualnih podob skozi glasbo, skozi recitacije in pa tudi skozi več umetniških predmetov, ki vas pravzaprav povežejo z ljudmi, ki jih je Prešeren potem srečal v svojem življenju, Smoletom, Čopom, recimo Rojakom tukaj iz Žirovnice, in pa seveda na razstavi en poseben poudarek, neka metafora Prešerna samega, in to je kip Pegaza z vozom, ki pravzaprav simbolno vleče našo mladino, ne. Namreč mladina je bila tudi tista, ki je zbrala prvotno sredstvo za odkup Prešernove domačije, in tudi večina, glavna publika te domačije, ne, in tega muzeja, da v bistvu navdihuje ta Pegaz in vozi te mladino ob ogledu razstav, ob delavnicah v svet pesniškega navdiha in spoznavanja Prešerna. Kaj je plan, da bi ta hiša, to poslopje, ta okolica postala čez nekaj let? Ja, ta hiša je res en najpomembnejših slovenskih spomenikov, zlasti v nekem simbolnem smislu in pomeni za širšo družbo tisto mesto, kamor praktično vsak zaide, vsaj enkrat v življenju. In mi tukaj še nismo končali. Trenutno smo vložili 3 milijone evropskih in pa državnih sredstev v obnovo hiše tega kozolca, ki je zdaj interpretacijski center, ampak prenavlja pa se že tudi Vrba 1, tako da dodatna 2 milijona bosta namenjena tudi temu, predvsem zato, da bo tukaj središče interpretacije Prešernovega časa, pogovori tudi o prihodnosti, o današnji družbi, o kulturi, o umetnosti, o Prešernu, in sodoben muzej je tisti, ki bo privabljal obiskovalce od širom in od daleč. Kaj dobiva Slovenija s tem? Ta investicija absolutno je ena izmed tistih, ki presega tudi naše nacionalne meje. Ni zgolj nacionalna investicija, državna, ampak ima širši pomen, tako za zamejce slovenske po svetu in tudi za evropsko dediščino. Zdravljica in pa himna nas opominjata tudi o pomenu internacionalizacije, o pomenu solidarnosti, o bratstvu in o pomenu jezikov. In slovenski jezik se je za svoje mesto, tudi današnje mesto v Evropski uniji, kjer je uradni jezik, boril skozi zgodovino. In France Prešeren je bil eden izmed prvih, ki ga je postavil na najvišje mesto. Pisal je visoko literaturo, poezijo v slovenščini v času, ko to ni bilo samoumevno. In zaradi tega spada to tudi v evropsko dediščino. Ponosna sem, da smo v našem mandatu lahko to izpeljali, zagotovili sredstva in tudi uspešno posodobili Vrbo Prešerna za 21. stoletje. Pa upravljavska pogodba je pripravljena že za nadaljevanje? Upravljavska pogodba ostaja, tukaj upravlja, gre namreč za državno lastništvo dediščine, upravlja pa občina, občinski zavod, in ta je še veljavna. Ampak nekaj bo treba še, ker vem, da v ponedeljek se tale skedenj spet malo začasno zapre, zaradi tega, ker treba še razmerja urediti. Bo to večji izziv ali je to že praktično samo še v zadnjih vzdihljajih, da se vse potrdi? Kar se tiče Ministrstva za kulturo, imamo stvari urejene. Tukaj, če upravlja seveda občinski zavod, razumemo, da je to malce večji zalogaj, ampak konec koncev pomeni tudi pomembno gospodarsko in turistično pridobitev tudi za občino. Sodeloval pa je tudi tukaj Gorenjski muzej pri razstavi, tako da tu so številne institucije, ki potem pomagajo in usmišljajo dediščino. Koliko časa bo zaprt stane, kaj lahko rečete? Kolikor vem, gre za zelo kratek čas, medtem ko se bo Vrba 1 pa prenovila in odprla vrata še pred poletjem. Kaj pa je tam planirano? Prosim? Kaj pa je v Vrbi 1 planirano, kaj ne bi se potem dogajalo? Aha, v Vrbi 1 bodo prav tako različni prostori namenjeni interpretaciji kulture, dediščine in zgodovine. Ideja pa je seveda tudi zato, da bi se morda naredilo kakšne pisateljske rezidence. Zagotovo ste zadovoljni, veseli tudi po vašem obrazu, da se je tole zgodilo, tale epicenter prav pred kulturnim praznikom. Seveda sem vesel,
Najprej sem vesel in zadovoljen, hkrati tudi hvaležen, da je ministrstvo izvedlo to investicijo, kajti to vidim kot odlično priložnost za razvoj kulturnega turizma, za razvoj lokalne skupnosti. Nenazadnje je naša odgovornost, da poskrbimo kot Prešernovi rojaki, danes bi rekli soobčani, zato da bo Vrba zaživela in da bo seveda v vsej svoji širini predstavljala to, kar je predstavljal Prešeren, kajti gre za negovanje zgodovine, zato da pač poučujemo bodoče rodove. Kaj vse je bilo potrebno storiti, predno smo bili lahko priča današnjemu slovesnemu dogodku? Ja, vsi dobro poznamo vse zgodbe, ko so tukaj dogajale, preden je občina in potem država kasneje odkupila torej gospodarsko poslopje in Vrba 1. Tako da smo mi resnično veseli, da je v bistvu zdaj ta del Ribčeve domačije, torej Prešernova rojstna hiša in pa gospodarsko poslopje, ki so od nekdaj pripadale torej Prešernovi družini, zdaj končno ponovno združena in pa v javni lasti. Že večkrat povedano, naj bi v tem epicentru bila tudi kavarna, kar bo zelo dobrodošlo za tiste, ki bodo obiskovali rojstno hišo dr. Franceta Prešerna in pa tale konec čudovite Vrbe, cerkvico Svetega Marka. Ja, absolutno. No, to pa je namen, da bi se to uredilo v Vrbi 1. Torej gre za muzejsko kavarnico, na vrhu pa je neka umetniška rezidenca. In res je, ja, to, kar pravite, da v bistvu obiskovalci nas ves čas nekako rekli, škoda, da moramo tukaj večkrat dalj časa posedeti, pa kakšno kavico spiti, ali pa otroci kakšen sok, pa sladoled ne pojesti poleti. Tako da ja, to bo en čudovit projekt in čudovito pridobitev za Žirovnico. In kdaj vi to pričakujete, naj bi se to zgodilo še v letošnjem letu? Zdaj, to vprašanje za ministrstvo, ja, ki vodi to investicijo Vrba 1. Mi vemo, torej 8. februarja odpiramo Prešernovo rojstno hišo, pa ne samo to, 8. februarja bo odprta tudi gospodarsko poslopje, ki se pa potem sicer za en čas zapira, dokler se ne uredijo vsa razmere glede upravljanja, ampak Prešernova rojstna hiša pa bo od 8. februarja dalje odprta, tako da vabimo obiskovalce, šolarje, da se nam pridružijo. Kaj ste pripravili za tole slovesno odprtje, kot vidim, držite v rokah? Ja, veliko veselen čas manj je, da sem lahko prisoten na otvoritvi Prešernove domačije. Malo sem razočaran, malo sem vesel, vse sorte je, ampak za današnji dan, pravzaprav za čez 2 dni bomo praznovali pa Prešernovo našo kulturo, bom pa povedal tako. Marsikdo greši, ko reče novinar, zlata medalja, zdaj bomo pa šli že v Prešernovo Zdravljico. Ni res, šli še bomo Prešernovo Vrbo, ne Vrbo. Slišali bomo 6. akademsko rečeno 7. kitico Prešernove pesmi Zdravljice. Zato sem pa pripravil takole knjižico, v kateri ponazarjam, da je ta rokopis Prešerna je romal k recenzorju na Dunaj. In Miklošič je to zadevo pregledal in pri kitici edino sreča sprava je naredil rdeč sahan. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko je to prišlo do stavljanja, stavec tega ni smel staviti. Ampak potem pa malo za hec rečem takole, da Blaznik, ko je rokopis dobil v Ljubljani, je pokličal po mobitelu Prešerna in rekel: Francl, pridi v široko, a se naredil. In Francl najame taksi, gre v Ljubljano in vidi tole, ki mu je dal Blaznik v roke, in rekel: a to ne sme iti noter, edino sreča sprava, potem pa cela Zdravljica ne bo še noter. Zato je sam lastnoročno to prečrtal in to marsikdo ne ve, da je to Prešeren sam naredil. In prve poezije, ki so bile izdane, so bile pred Prešernove Zdravljice, šele kasneje so jo objavili v Slovenskih novicah in šele kasneje so jo potem stavili stavci v Prešernove poezije. In zato, da so te spomnili, zakaj se gre, vam bom dal še eno knjižico za vašega mladega moža, da bo tole videl, kako in kaj. Hvala lepa, hvala Janez in veliko zdravja vam želim, pa še ustvarjanja. Se vidimo v Kranju. Ja, upajva, da res. Tako.